Danes pa bo z vami vaš zeliščar Jože Majes, ki bo sprejemal tudi telefonske klice v živo. Zaradi tega, če imate kakršnokoli tegobo, bolezensko stanje, se že kar zdaj pripravite, ne čakajte na konec oddaje, ampak izkoristite našega gosta. Dober dan. Dober dan. Tako, ne, danes bo kar mal pestro. V bistvu bova šla na različne življenjske stvari, pa sprejela kakšen klic, ne, lahko pa svetujete kot fitoterapevt, kako si lahko poleg zdravstva, ne, uradne medicine še pomagamo. Ja, se poglejte, mi smo s to tradicionalno medicino, če tako rečem, slovensko preživeli tisočletja. Še pa, ko bi rekel, 70-80 let nazaj niso sinteze poznali. Vi pravite, da bi bilo dobro, da bi se kombiniralo, ne? Ja, poglejte, sej ljudje se vračajo nazaj, sej že 70% po anketah, ne, Slovencev posega tudi po drugih prijemih, ko bi rekel, ne samo tisto, kar danes obelodanja šolska medicina, ne. Ampak vseeno se mi zdi, da pa, ko se te nekaj loti, ko dobiš v bistvu uradno zdravniško ali pa recept, ne, diagnozo, da kar ne upaš iti na alternativo, ne, verjetno samo kombiniraš potem. Poglejte, prvo je, da če bi ljudje malo bolj poznali to, kar so poznali naše babice že, recimo moja mama, ne, bi bili zdravniki polovico manj obremenjeni kot so. Že zdaj, če gledamo ta prehladna obolenja, to bi se dalo v domači lekarni kar dosti tega pripraviti. Potem zdaj, ko so ti zvini, pa tako naprej, ko je bilo drseče po tleh, veliko bi se dali sami, če bi ljudje znali malo obkladkov, pa malo ledu, pa kako žavbico, pogledajte, pa bi bilo, ne. Ampak ljudje so še vedno preveč računajo, ja, zdaj pa kar za vsako figo moram k zdravniku leteti. Saj pogledajte, če so večje težave zdravstvene, recimo pri pojavih težjih bolezni, se treba iti zdravniku, ne. Vse imajo tudi vse, ko bi rekel, diagnostične aparate, priprave, da ugotovijo, kaj ti je, ne. Ali na krvi, to se pravi, kje drugje, ne. Tako da dejstvo je, da mi se trudimo in mislim, bomo tudi v bodoče univerzitetno izobraževali ljudi, da bodo znali svetovati, to se pravi, s tem bomo tudi razbremenili zdravstveno blagajno, ne. Čeprav danes to inšpektori lovijo, ne, potem kodeksu elementari, ne, in namesto, da bi ljudem svetovali, pomagali, kaznujejo. To se pravi, pomagaš ljudem, pa te štrafajo, ne. To se pravi, se v tej državi še vedno pojavljajo neumnosti, ne. Pa dajte mi nekaj povedati, ali ste vi, na primer, že od majhnega rasli v bistvu z zelišči, z rastlinami in z vsem tem, ali ste bili tako kot mogoče mi povprečni, ko poznamo, dobro, ne, zdaj zase govorim, kamilice, žajbelj, kako gnič. Poglejte, mene novinarji vedno sprašujejo, ne, ali sprašujete, ne. Ja, kaj pa tvoja mama, tvoj dedek, to so bili zeliščari, ne. Poglejte, daleč od tega. Moja mama je bila tista mama, kot so bile v tistem času vse mame. Če sem imel vročino, mi je krompir naribala, pa na noge dala. Če sem bil prehlajen, mi je naredila tisti kandiran sladkor, pa žajbelj gor, ne, ki je žajbelj v mleku skuhala, to mi je zmešala in še danes imam ta čudovit okus v ustih, ne. To se pravi, nič posebnega. Jaz sem s tem sicer rastel, ampak v kasnejših letih, potem v tistih zrelih letih, ne, najboljših, ne v zrelih, zdaj, ko bi rekel, ko že mal si v letih, ampak nisem kaj več se ukvarjal. Glejte, poznal sem pač hrast, brezo, tisto, ta drevesa, grme, jasno potem, kot so pri nas v Zasavju rekli, vinkšnice, ne, te solzice, ampak dejansko sem se s tem začel ukvarjati, šele potem razmeroma dokaj pozno, ne, tam mogoče 21 let nazaj. Zdaj ste tudi v Fitoterapevtski zvezi Slovenije, ne? Ne, jaz sem predsednik Društva fitoterapevtov in sem tudi predsednik Združenja zdraviteljskih dejavnosti, ker smo recimo našo ministrico za zdravje že decembra zaprosili, da nas sprejme, pa smo zdaj februarja, pa nas še ni sprejela. Ampak to bilo dobro za ljudi. Ker pogledajte, te zakone v zdraviteljstvu, zakon, ne, ga vsi pripravljajo, samo zdravitelji ne. In mi hočemo, da smo zraven
da bo tak zakon pameten, ne? Da ne bo neko sklopucalo, ki ga bojo neki uslužbenci tam na ministrstvu sestavili. No, medtem ko midva z gostom klepetava, lahko gospoda Jožeta pokličete na številko 01 237 3366. Na voljo vam je, če imate kakršnokoli tegobo, ne, povprašajte, kako si lahko tudi naravno pomagate, ne. Jaz sem res dobila hudo alergijo. Naprimer, zdaj imam klaritin, kaj bi lahko še zraven jemala? Verjetno bi rekli, da ne preneham s tabletami, ampak... Poglejte, dejansko so alergije, bodo bič tega stoletja. Recimo otroci bodo izredno podvrženi. Zdaj, vzrok alergij so verjetno vse te substance v hrani, v ozračju, ki povzročajo alergijo. Včasih tega ni bilo toliko, ne. In za alergijo, to je avtoimuna bolezen, to se pravi, naš notranji zdravnik je malo zmešan, ne. Ja. In za avtoimune bolezni jaz vedno priporočam čiščenje telesa. Recimo imate kakšen čaj za čiščenje, primer mi mu rečemo mladost, ne, in ta je sestavljen tam z enih 9 rastlin, to se pravi kopriva, rman, regratove korenine, trpotec, mlado orehovo listje, črna detelja, islandski lišaj, pa kojda benedikta. Recimo takšen čaj, ki izredno čisti vse organe, ne. In kakor je pater Ašič včasih priporočal ta osnovni krt, kopriva, regratove korenine, trpotec, ne, in je rekel, pite ga 2-krat na leto, ne. Mi ta čaj, ki smo ga naredili, priporočamo večkrat na leto piti. Vendar jaz sem nekako z leti prišel do prakse, da če mi hočemo alergije, ko bi rekel, telo prečistiti, da nismo tako alergični, da prvo se moramo jasno paziti alergentov. To so bilo tisto, kar povzroča alergijo, razne cvetne prahove, kovine, ne, nikelj recimo, da je dobro takšen čaj piti 6 mesecev. Vsak dan? 3 tedne, po liter na dan. Pa teden nič. Pa spet 3 tedne, pa liter na dan, pa teden nič. In tako 6 mesecev in se dejansko telo prečisti. To se pravi, odstrani tudi te, ko bi rekel, uravna imunski sistem in dejansko prečisti telo, da nismo tako alergični na določene stvari. Zanimivo. No, ko govorite ravno pač o čiščenju, ne, tukaj se v bistvu je tudi takšen čas, ko se veliko govori tudi o čiščenju jeter. A mi poveste, kaj je zdaj s tem pegastim badljem, glede na to, da je v bistvu popularen, sploh ta semena in vse, ne, pa sirupi? Poglejte, tam 18 let nazaj. Sicer farmacevti so poznali delovanje silimarina, ki je v semenu pegastega badla. Na zunaj preprosti ljudje tega niso poznali, čeprav je že pater Ašič ga tudi napisal, da je dobro, ne. Ampak jaz vem, ko sva z mojim učiteljem vse osate pregledala, ne, noben ni bil ta prav, ne. No, potem sem šel v Waldviertel, to je na spodnji Avstriji, gor blizu češke meje, ker imajo ogromno sušilnico semena pegastega badla. Okoli 5000 ton ga tam sušijo in potem iztisnejo semensko olje ven. No, in te, ko bi rekel, kosmiče, v katerih je eterično olje, potem vem, da so to pošiljali v Milano, v eno farmacevtsko, ne. No, in potem jaz sem to zelo preučeval, pa tudi, ko bi rekel, na fakulteto, na farmacijo sem šel malo po pomoč do mojih prijateljev, da smo to raziskali, ne. In danes praktično vsi Slovenci poznajo. Vse posod ga vidite, raste tukaj, tam, v Dalmaciji je avtohton. Tukaj pri nas se pa tudi, če ima dobro lego, dobro zemljo, se kar obnovi, jaz ga celo na Vrgorjancev najdu, ne. In vidite, koliko smo v tem času naredili za to. In sigurno, od kraja so ljudje tudi tiste liste, čajčke kuhali, pa semena kuhali v čaju, mislim, poparili. Glejte, silimarin in silimum nista vodotopna. Eterična olja so topna samo v maščobah ali v alkoholu. Kaj to pomeni zdaj čisto tako? V žganju ali v olju. To se pravi, izločijo se v olje ali v alkohol. Zdaj pa pogledajte, ker je to v glavnem zdravilo za jetra, ne, ni etično, da boš ti nekomu
ki je že, ko bi rekel, malo alkoholik, pa ga ciroza preganja, pa razni hepatitisi, da mu boš dal pa tinkturo. To se pravi, je sicer silimarin v tem alkoholu, ampak ni etično, ne. No in potem smo mi dejansko to namakali v hladno stiskanih oljih, ker se pa izločita te dva not. Ampak zanimivo, ne, da sem jaz ugotovil, da je olje pegastega badla bolj kompleksno deluje, kot pa samo čisti silimarin v kapsulah, ne. Zakaj? Zato, ker silimarin pa silimum sta primarne učinkovine, ne, sekundarne, ki so pa še v semenu, se pa tam ne izločijo, to se pravi, izločijo samo silimarin. Ampak zdaj, če jaz prav razumem, če imamo tiste zrnce doma, pol si nič ne pomagamo. Glejte, veliko ljudi tudi to zrnca grobo zmelje ali pa fino in to poje, zalijo z vodo. Vse se naredi notranja fermentacija, ampak ni tako učinkovito, kot če mi to grobo zmleto seme, ne, 40 dni imamo nekje na svetlobi, da se izločijo ta eterična olja. In to potem, kaj se vem, kurativno se poje po 3 žličke čajne na dan, popije preventivno 2, ne. Jaz recimo zase. Jaz ga 30 dni pijem, pa nimam, zaenkrat ne čutim, da imam kaj jedra povečano, ne. In 30 dni ga pijem, pa 30 dni nič. Pa spet, ne. Pa kako tinkturico za čiščenje sečil, ne, ta jeme 412, mi rečemo, ne. In to pa še kaj česen, pa tako pijem vsak dan, ne. Pa to je to, ker vi poznate stvari, ne? Če jih pa ne poznaš, pa se moraš pa res toliko poglobiti, ne? Pa če delaš vse pravilno, misliš, da delaš, potem pa naredimo takšne napake, ker ne poznamo, ne? Zakaj pa sem jaz 2 knjigi napisal? Sodobni knjigi, to se pravi, ker knjige, ki so bile napisane pred 25 leti, so malo vprašljive. Ste rekli, ja. Zakaj? Ker so te, ko bi rekel, znanost. Ta alkaloide, ki so kumulativni, so jih odkrili, ne. Pirolizidinske alkaloide. To Ašič ni poznal, Wilford tudi ne. Je šla toliko naprej tehnologija in znanost, da so v bistvu spremembe. A si, Jože, lahko date, prosim, noter slušalko, ker imamo klic. Dober dan, lepo pozdravljeni. Je že v ušesu. Dober dan. Halo. Dober dan. Lep pozdrav obema. Hvala. Vprašala bi pa gospoda Jožeta, vem, da je že on enkrat odgovarjal na NTV-ju, imam pekoči jezik, pa pekoče tudi v ustah, ampak to ne vedno. Ja, poglejte. Prosim. Ja, poglejte, pekoči jezik, da vas peče lahko zaradi refluksa, to se pravi, da imate preveč kisline v želodcu, in gor lahko je pa tudi kaj z brbunčicam, to se pravi, da ste občutljiva na kaj, ne. Jaz vam tole kar svetujem sledeče. Ena zadeva dobra je, da vsako jutro grgrate timijanovo tinkturo. To je zaradi čiščenja bakterij iz ustne votline in pa iz grla. Drugo je, da žvrklate kako žlico ali pa žličko hladno stiskanega oljčnega olja, žvrklate, ne, po ustih in potem izplunete ven. No in tretja zadeva, ki bi jo tudi lahko probala, je pa, da si hladno namočite slezenovec, to je Malva silvestris, to se pravi liste, cvetove, lahko tudi korenine, in to pa kar, ko bi rekel, kar grgrate, ne, v ustni votlini, v grlu, parket in potem to kar popijete lahko, ne, ker slezenovec je neverjetna dobra rastlina za urejanje ust, tudi če imate afta ali kaj podobnega. Pa ne rata toksičen, če predolgo žvrklja, gospa? Ne. Zato olje, ki bolj hitro pobira, ga moramo izpluniti. Medtem ko slezenovec še damo, kaj svem, en srk v usta, pa žvrklamo, to pa lepo pijemo, ni treba. Verjetno je gospa že kaj probala v bistvu. Nisem. No, evo, zdaj ste slišala. To se pravi, timijan grgrati zato, da ne boste imela grip, angin in tega. Drugo, žvrklati kako žlico oljčnega olja hladno stiskanega, žvrklaten cajt po ustih in potem izpluniti. No in tretja zadeva je ta slezenovec, ki ga morate tudi kar žvrklati po ustih, to lahko popijete. Vam pa svetujem, da greste malo na kontrolo, kaj je z vašo kislino v želodcu. Ja, dobro.
Hvala vam lepa. Lep pozdrav. Ni za kaj. Hvala tudi vam lep za dan. klic. Tudi ostale pozivam, pokličite našega gosta. 01237 3366 je naša številka, se bo še večkrat izpisala in si lahko pribeležite, če sem jo prehitro mogoče izgovorila. Ampak ne, če je gospa zdaj omenila v bistvu to kislino, kaj pa lahko doma naredi, da si kaj pomiri? Kislina? Ja. Ja, prvo je zjutraj natešče kak deci sode bikarbone. To je dobro. Tisti, Žličko? Ja, to se da Ali mehna noževo žlička, konička? tista mala, pa noč se zmeša in se popije, Ja. kar natešče. No, in še en zanimiv recept, ne, da kdo ima težave s prostato, moški, ali je to povečana, dejansko vpliva tudi na znižanje PSA-ja, ne, je pa da vi sodo bikarbono in deci naredite in stisnete pol limone not in to popijete. To mi je možakar rekel, pa jaz sem s tem popolnoma pozdravil prostato, ne. Aha. Ja, to so taki ljudski recepti, Seveda. veste, ja. Imeli smo enkrat klic gospe, ki pa je rekla, da se ji spahuje kar naprej čez dan. Mogoče še ima kdo to težavo, lahko mogoče tukaj kaj Jo, svetujete? če se spahuje, ne, to se pravi, da je v želodcu malo preveč pritiska, ne. Zelo dober je tinktura encijana, gentiana luteja, košutnik. Ja? Ne? In to pomaga tudi pri, če se spahuje ali pa kolca, ne? Ja? Pa prav enkrat mi je ena punca rekla, da najbolj pomaga francoski poljub. A, da. Sam, če se vam svet Ljubljane začne kolcati, ne morete predsta prvo zagrabiti, ne? In boste po ušesih dobili. Marsikdo pa je sam, potem si moramo pa pomagati z zelišče. Kaj pa No, to pomaga? je tudi encijan, je najboljši za te stvari. Je sicer to najbolj grenka stvar, ampak tinktura encijana, vam povem, jaz jo imam vedno v avtu. Ja, v redu. Zakaj? Ja, Ja. recimo slabost v nahrbtniku, če gremo v hribe, je vedno encijan, ker veliko ljudi je zmrzlo po zim, Ja. ko si jih je slabost prijela, so se usedli v sneg in zaspali. Ne, to pa encijan, samo malo. Ja. Jaz vam povem, to vam tako vas poživi, lakotamine, nekaj najbolj. Zdaj ste nekaj spet rekli, mogoče za hujšanje, si denete prosim slušalko, imamo ponovno klic. Dober dan. Dober dan. Pozdravljena vsema, pozdrav. Imam za gospoda Jožeta eno vprašanje. To se prav za mene, ne? Kaj bo mene sprašval? Prej je bila, jaz imam pa suho, to se pravi brez sline, sem sploh predvsem v nočnih urah, tako da se zbudim med spanjem. Kaj bi lahko si tukaj? Ja, tukaj slino, jasno, tudi močne grenčine pomagajo vzbuditi, ne? Ali tavžentrožo čaj, ne? Ali koda benedikto. Mogoče bi bilo fajn celo, če bi zmešala recimo tavžentrožo pa islandski lišaj ali pa tavžentrožo pa korenino sleza ali pa celo cvet pa list slezenovca. To vse vpliva na brbunčice, ne? Predvsem grenčine vplivajo, da izločijo več sline. Ne? Da se spodbudi. Ja. Kaj to pomeni, da si mora gospa zvečer skuhati čaj? Čaj, ne skuhati na moč, hladno, neke Hladno. grenčine se hladno namakajo. Ne? A, ok. In, To se pravi, ker nimam v noč, čeprav razumem, ker nimam v nočnih urah sline, čez dan je v redu. Ampak po nočmi jo pa nimam, pijem potem zdaj te čaje. na nočno omarico si dajte te čaje. Ko vidite, da je to, pa lepo popite, malo požvrkljajte, pa popite. Te grenčine, ne. Torej prežvrklja Ja. in popije. Vzrok je, poglejte, vzrok, ko bi rekel, je težava v ustih, v teh senzorjih za izločanje sline, ne. Ok, hvala lepa. Hvala Za tudi kaj? vam za klic. Kar pokličite še nas. 237 3366 je naša telefonska številka. Koliko še imamo režija, do konca oddaje okoli 10 minut, a ne? Tako da ja, izkoristite še te minute, če imamo že gosta tukaj in ga karkoli povprašate. Kaj pa, če je kaj v povezavi s to klicočo pri nosu? Mogoče, ker že potem težje diha in Glejte, suši, za ne vem. Nos je čisto posebno. Moramo vedeti, da ta sprednji del glave, to so odprtine, zgornji sinusi, Ja. spodnji sinusi, nadnebna odprtina z nosom. To je vse povezano, ne. Zato, ja. Zato je dobro, recimo, kdo ima te težave, ne, da zvečer namoči korenino sleza, ajbiša, v prekuhano hladno vodo. Zvečer, čist malo se namoči, zjutraj se čist majhen ščep spet popazene pol deci kropa
In ko se to vse skupaj ohladi, precedimo, zmešamo in damo v 50 ml pipeto, tam ko ima gumico na vrh, ne, tisto. Ja. In to si potem čez dan Kapljamo. kapljamo v nos in se sinusi očistijo, nadnebno se očisti, nos se očisti. Drugače pa za nos, tudi če je malo slabše prehoden, Ja. čas so temu rekli rak v nosu, nek so ti polipi, to je nek zajedavc dela, ne, pa ognjičevo mazilo. Aha, prav v nos. V nos, ja. Domače ognjičevo, Damo, res? pa si fajn A potegnemo, res? ne. Aha. Za nos je to nekaj najboljšega. A niso včasih že dajali maslo tudi? Ja, poglejte, če niso imeli ognjiča, so pa maslo dajali, ne. No. Ampak mora biti ognjiče za nos nekaj najboljšega. Ognjičevo mazilo. Aha. Kaj pa naprimer zdaj je tudi pogost problem dermatitične kože, suhe, izsušene, kaj lahko naredijo? Glejte, za dermatitis že pri otrocih, ne, recimo nekdo, ki ima dermatitis, so vedno hrastovo lubje, pa korenika srčne moči. To je treba prekuhati, naredite na 2 litra tega, dati otroka noter in ga z gobico fajn umiti celega, ne. Pa fajn, zelo dobro zadnje čase opažamo, da tudi pri dermatitisu dajemo olje pegastega badla. Tudi? Ja, Bova to je nadaljevala. tudi zjeter, ne. Bova nadaljevala, imava klic, dober dan. Kar vprašajte naše. Halo, Jože tukaj, povejte. Ja, dober dan, Klemen pri telefonu, z Ljubljane kličem. Ja, Jaz imam pa težave, mislim, imam astmo in bronhitis in me zanima, če so kakšne naravne zdravila za lajšanje. Tudi izplujem dosti tega sluza. glejte, za astmo so tudi različni recepti, ne. To se pravi, mi mešamo eno mešanico, ki rečemo astmatko, ne. Potem je zelo dobra, je grenka grebenuša, raste tam nad 1500 metrov, to je ena taka plava, modra rastlinica, se ji rečejo naduhovka, recimo ti gorjani. Je pa prišla enkrat ena ženska, ki je rekla, jaz sem pa astmo pozdravila, prav da sem kar 1 liter spila čaja iz tele, no, kako je, dišeče perle. Jasno, ta perla ima komarina v sebi, ne, to je močno, da konja vrže, ne. In sem rekel, kako da se vam ni zamajali, pa da vas ni glava bolelo. Prav ne, jaz sem to delala in astme ni več, ne. Kako dišeča? Dišeča perla, probite zdaj, če vam bo, da bi vam težave povzročali, takoj nehajte, ne. Dišečo perlo. Prva stvar je gospod rekel. Ja. Prvo je pa, to se pravi, ta mešanica za astmo. Medtem pa, če imate kronični bronhitis, obstajajo tudi zelo dobre mešanice, ki ko bi rekel, kar odpravijo to težavo. Aha, okej. Hvala. V redu, Lepo se imate. Klemen, ja, živijo. Bova še nadaljevala to. Živijo. Nasvidenje. Torej, zdaj ste mu svetovali čaj. Ja. Pitje čaja. Kaj pa naprimer kakšne inhalacije, da jih zvečer inhalira? Ali to Glejte, ne vse pomaga? inhalacije, isto imate te inhalatorje, se dajo, predvsem otrokom dajo to. Fiziološko. Ja, ne fiziološko, prva ena stvar, zdaj se ne spomnim eno sintezno zdravilo, ki inhalirajo, ne. Vendar, pač, jaz malo bolj spoštujem, to se pravi tradicionalna zdravila, če pa ne pomaga, pa hvala Bogu, da imamo znanstvenike, ki so tudi naredili kaj dobrega, ne. Vse leta to mogli eno z drugim, ne. Ja. Zakaj jaz tako vztrajam na univerzitetnem študiju fitoterapije? Zato, da bo ta lahko sedela v zdravstvenem domu, ne vem, družinski zdravnik, splošni zdravnik splošne prakse in pa fitoterapeut. In ko bo čez 20 let v Sloveniji, veste, mi smo malo za Evropo, kar se tega tiče, ne, začelo delovati, vam povem, da bodo čakalne vrste dosti manjše, ker bo ta sodelovala te dva. Ne. Imamo klic, gospod Jože. Kar denite si v uho. Dober dan tudi vam. Dober dan, Jože tukaj, povejte. Dobar dan. Dober. Ja, dobar dan. Gospod, mene pa zanima, jaz sem imela ledvične kamne pa pesek merkurju. Imela sem zelo slabo sliko vode in tudi kri ni bila v redu.
sem šla k zdravniku in sem dobila ene antibiotike, druge antibiotike, zdaj mi je že dal tretje antibiotike, staležu sem že več po en mesec, pa se mi stanje ni popravilo. Ja, poglejte, gospa, tukaj sta dve stvari sta omenila. Pesek, kamni. Ne? To se pravi, to so te holesterolne kamenčki, ki se naberejo, in po drugi strani bakterije. Ne? Mi vemo, da so ta E. coli bakterija, ki se pojavlja v sečilih, je postala rezistentna oziroma odporna na antibiotike. Ne? In tukaj, leta, so dve stvari. Eno je zelo učinkovit čaj, ki odpravlja pesek in tudi manjše kamenčke, no, pri ledvicah tudi malo večje raztopi, medtem ko pa tam, kjer pa antibiotiki ne primejo več, ne Primotren, recimo, jaz ne vem, zakaj ga dajo, ker ne prime več. Ne? To je antibiotik za sečilo. Je pa obstaja ena zelo dobra tinktura, ki mi rečemo JM412, to smo v stvari naredili, 412, v stvari smo mi to naredili za srčne bolnike, ki so slabo odvajali vodo in jim nismo smeli čaja dati za odvajanje vode, smo dali pa tinkturo. Potem smo pa videli, da ta tinktura ima še čudo drugih lastnosti, zelo dobrih. Ne? Tako da tole probite nekje dobiti, pa tudi pri nas v končnem lahko naročite. Ne? In to so preverjene stvari. Kje bi pa lahko jaz to naročila? Poglejte, lahko naročite kar poglejte, imate internet. Imam internet, ja. Dam Jože Majes, tipkite, pa boste videli vse. Kmetija Plavica. Kmetija Plavica, boste videli številke, lahko na internet naročite. Se JM412 je Jože Majes. JM je Jože Majes. Evo. Gospod, pa mene zanima, a je to lahko Lejte, kaj narobe, da mi antibiotiki ne primejo? Jaz sem vam rekel punca, ne? Mlad glas ima. Ne me zmerja s gospodom, Mardanca, ne? Pa nas gospod sedi v Paružu, je šunko, pije vino, ne? In se luštno ima. To je res gospod, ne? Pa ne, to je spoštovanje, tako da jaz tudi ne morem brez gospod, pa ste mi že 100-krat rekli. Ne, ta gospod, lejte, prej smo bili vsi tovariši, zdaj smo pa gospod. Gospa je vprašala, zakaj antibiotiki ne primejo. Antibiotiki, sem vam povedal, ne primejo, ker so postale bakterije odporne na antibiotike. Mene je že strah, da bi imela kakšen rak ali pa kaj. Dajte, pa pejte k zdravniku, pa boste videli, da nimate raka, ne? Jaz lahko tudi povem, da mi prej sem imela angino 14 dni nazaj, mi tudi antibiotiki niso prijeli. Ne, so postalo. In danes morate vedeti, da bomo zdaj na 10-15 let, dokler ne razvije farmacija novih antibiotikov, bomo kar ogroženi, predvsem starejši ljudje, ne? Recimo vi, ko ste mlada, to ni tako, ampak ko pa pridemo v tista leta, po 70, ko ne začne vrak loviti vsak dan, se pa treba malo bolj paziti. Ste si zapisali, torej JM412? JM412. Malo pogooglejte. Za odpravo kamnov. Ja, najlepša hvala, nasvidenje. Lepo se imejte, gospod. Javljajo, da je oddaje konec, gospod Jože. Ne, kaj pa, če narediva, da jutri nadaljujeva? Nadaljujeva jutri? Ja, jutri. Pa se pa vidiva jutri. Živijo. Živijo. In seveda se poslavljamo tudi od vas, oziroma ne čisto poslavljamo. Zdaj vas predajamo Lili, ki vas bo v drugem delu oddaje v bistvu numerološko popeljala tudi po poteh, ki so vaše. Bolj lahko rečemo skoraj da vesoljne. Lili bo tako rekoč nadaljevala z Jožetom, pa bova jutri še naprej klepetala, bova tudi odprla sicer telefonske linije, govorila pa bova o posebni Jožefovi pasti, zakaj deluje, zakaj je dobra in zakaj naj bi jo že preventivno jemali. Tako da dva se poslavljamo in se vidimo jutri z Jožetom seveda. Pa lep pozdrav!